Znamko Hudburger sta iz nič ustvarila Til Pleterski in Klemen Ptičjak, dva mladeniča, oba po izobrazbi ekonomista. Med neuspešnim iskanjem službe po zaključku študija sta zastavila svojo zgodbo nekoliko drugače. Odločila sta se, da bosta pekla najboljše hamburgerje v Ljubljani. Začela se je medtem, ko mi s Klemenom prej en drug projekt delala, sicer na spletnem trgu. In glede na to, da so praktično cele dneve se ukvarjala s tistim, so velikokrat je potekala beseda tudi o hrani. Na kar se je porodila ideja, da bi mogoče, zakaj ne bi probali burgerje, se malo poglobiti v hamburgerje in so pa začela čisto počasi postopoma razvijati čisto svoj hamburger po lastni recepturi. Začetki so bili zelo težki, pa se je tudi zdaj težko konec koncev. Edino kar je, da zdaj že uvajava dva nova člana v naši ekipi, tukajle pri prodaji. Pa mislim, dela je itak skozi 15 ur na dan. Zdaj, okej, klele se mogoče so se mi malo prepolovila, ampak je pa kar je izven prikolice še ogromno dela. To. Stranke večinoma začeli se z mladimi, mlajšo populacijo. Velikih nas je poznali že tam iz Sakspaba, ko so ta prvič se pojavila. Zdaj pa tudi starejši prihajajo, pa tako, zmeri več, krog se širi, prihajajo tisti, ki dejansko cenijo najin proizvod, ki jim ni predrag, ki dejansko čutijo razliko med drugimi in jaz mislim, da je to nekaj, zaenkrat kaže to, da je dobra pot, tudi za nami. V Sloveniji je veliko ljudi, ki menijo, da so sposobni podjetništva. A od ideje do zagona podjetja vodi dolga pot. Veliko dobrih informacij sta Klemen in Tilen dobila na predavanjih, ki sta jih obiskovala v Tehnološkem parku. Jaz sem se velikokrat udeleževala teh brezplačnih delavnic, ki jih ponuja Tehnološki park, v katerem dostikrat pridejo gostje iz drugih podjetij, iz startupov, različnih panog. Največje to je to, da tam dejansko pridejo predavati ljudje, ki so dali čez vse te korake od nule pa do postaviti podjetje na mednarodno raven. Dejansko tam veliko stvari potegneš ven, ker oni so šli čez praktično to pot, da gre tudi mi danes od nule naprej in veliko stvari se naučiš. V realnosti je tako, da vsi imamo veliko idej, vsi vemo vse, kako bi mogli narediti, pa vsi vemo tudi za druge, kako bomo karkoli delati. Ampak jaz lahko povem, recimo iz prejšnjega projekta, ko smo se lotevali, da stvari so glih obratno, kot si sam predstavljaš na začetku. Iz idejo spraviti v nekaj oprijemljivega je res zelo težko. Zdaj, seveda, vsaka stvar je različna, odvisno od kompleksnosti same poslovne ideje, ampak korak je kar, mislim, je treba kar vložiti časa ogromno not za to, da bi lahko sploh to prvi korak naredil. Tako da je kar težko. Hiša se začne graditi pri temelju, tako da tudi pri podjetništvu je tako. Ne od strehe, ampak od tal nagor. Fanta sta se usmerila v dejavnost, o kateri sta že prej veliko vedela. Kuhanje je bilo njun hobi. Pol leta sva namenila časa, da se sploh razvijala recept, že sam govedno, kateri kosi govedne grejo zraven. Najboljše, da čim bolj. Mi se začela tako, da sva v bistvu začela z najvišjim možnim hamburgerjem, se pravi z mešanico, da sva dala not biftek tudi. Tisti je bila najin začetek. In pa sva začela probavati različne kose, nekako da bi bilo tudi cenovno dostopen za vse ljudi. In pa kruh, omakse, kjer siri grejo zraven, kjer ne, testirati, povabiti prijatelje, povabiti družinske člane na poskušnje in tako naprej. Kaj so vajine sestavine? Sigurno lokalno, že zaradi ekoloških teh, kako se že reče, negativnih posledic, da ne vozimo iz ne vem kje material. Ampak tako, zdaj lokalno v redu, sam lokalno ni dosti dobro. Mora biti lokalno, pa mora biti res dobro. Če ni dobro, pa ne. Vseeno kvaliteta prehiti vse ostalo.
Tako da pri nas, kar se tiče kruha, mesa, solate, je pač iz slovenskih proizvodov, medtem ko v Makse dajo pač Heinzove, ki so pač najbolj priznane tako v svetu, pa tudi po najini recept, mislim, to, kar so dala čez v probavanju, poskušanju teh v Max, so prišla do tega, da je dejansko najboljši okus. Ni hrana zdaj sam jesti pa nafilati si želodec, ampak dejansko uživati, ceniti tudi nek proizvod, okuse, vse to. Tako da pri hamburgerjih je tako, da so mogoče te velike korporacije mogoče malo izničile sam produkt. Ampak vse je logično, pač masovna proizvodnja, gor dol, kvaliteta pa kvantiteta sta nekako, ne gresta skupaj, sta si v nasprotni zadevi. Nekako neko sredino najdete, s katerim lahko tudi neko kvantiteto zagotavljaš, brez da bi kvaliteta s tem trpela. Pred njuno počitniško črno prikolico, ki sta jo že odkupila in parkirala na lokaciji trgovskega centra na Viču, je že v jutranjih urah precejšnja gneča. Omamne vonjave se širijo od ponedeljka do sobote med 9. uro zjutraj vse tja do večera. Dober glas o slastnih hamburgerjih potuje hitro od sitih do lačnih ust. Tle, mentaliteta v glavi mora biti na tem. Ne smeš zdaj samo okoli cene gledati stvari. Ni samo cena pa količina. Je veliko več stvari notne. Pa je tudi mogoče postrežba, kar se naj tiče, pa sam kvaliteta proizvoda, tudi kakšno je pa občutek, ko poješ, ali si sit, ali si nisi sit, ali te kaj boli trebuh, ali ti je v redu. Mislim, vse take stvari, to vse spada zraven proizvodov, ki ga ti dejansko prodaš. Dolgoročni plan je zdaj, tlele je prva stvar, da bomo tole malo povečali, malo bolj tudi udobno za stranke, pa naprej, bomo videli, kako bomo lahko sfolgali naprej. Mislim, veliko stvari je sploh pri gostinstvu, tako da moraš skrbeti in za pripravo in za prodajo, praktično vse. Glavno poslanstvo in cilj ekipe Hudburger je, da se kvaliteta izdelkov obdrži. In še nasvet za vse, ki razmišljate o svoji poslovni ideji. Karkoli se lotevate, dajte prvo stestirati zadevo, pa dajte deliti svoje ideje z drugimi, ker edino tako si dejansko lahko narediš neko realno sliko, kaj si mislijo drugi o tvojem proizvodu. Ker sami smo zmeraj čustveno navezani na neko idejo in na koncu se skaže, da trg čisto drugače reagira, kakor bi ti rad.